Sija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. No, jaz pa imam danes nekaj, kar sicer ni speech pop, ampak je isto moje in če je tle zdaj mojih 5 minut, bom jaz kar čem govorila. Danes predstavljam Passion Potion. To je en tak, kaj čem vse povedali, čem od začetka. V glavnem, jaz nisem imela libida, tu vsi že vemo, in zaradi stresa, in zaradi zdravil, in zaradi vseh, in sem začela raziskovati, kako bi si zvignila libido. In potem smo naredili ta napitek. Najprej smo testirali aktivne sestavine, pa kapsule, pa ne vem kaj, pa jih ne moreš pojesti, pa se ti zalima v grlu, pa pozabiš jo vzeti. In jaz sem hotela narediti nekaj, zaradi česar bi se zjutraj tako vesela zbudila in bi bila tako, yes, nov dan, nova žlička Passion Potiona, nov kozarc, nov koktejl. In nam je uspelo in sem ful vesela. In najboljša stvar pri Passion Potionu je tako, ker se mi zdi, da mi spodbuja, ne vem, ustvarjalnost. Včeraj smo si recimo dali ven na mizo vse, kar je bilo v hladilniku. Tako, vse sadje, kumarce, limone, mete, milijon sokov, radensk, whatever. In pa tako pogledaš in se vprašaš, joj, kam je pa danes paše? In si tako namešaš in nismo še našli stvari, s katero ne bi pasalo. Jaz sem zadnjič s kokto celo in s kokto mi je bilo tako božansko. Danes si nisem s kokto namešala, ker se mi je zdelo, da grda barva, pa da pol vam ne bo všeč. Skratka, s čimerkoli in tudi z alkoholom in to mi je tako dobro. In pa pride Nataša, medtem, ko si jaz mešam koktejle in je tako, joj, dej, kaj pa če daš meni še malo vodke noter ali pa viljamovke. In daš tako eno merico vodke pa viljamovke. A to, tako, to ni bilo zjutraj. To je se zdaj Ja, drugače je bilo zjutraj. Drugače je bilo zjutraj. Ker sem se jaz glih spravila, da bom posnela tudi tako milijon teh koktejlov in pa smo malo improvizirali in pa bomo tako, joj, da je še tu. In ja, je bilo ful dobro. The best. Tako da tu mi je res dober del, da ga lahko karkoli zmešamo, ker se mi zdi, da pa tudi paše tako v rutino, ker kdaj bi ti kapsule recimo jemala. Jaz sem se trudila tako v življenju zjutraj vzeti, pa sem pol pozabila, ker se mi je mudilo. Pa sem se trudila ob kosilu vzeti, pa se mi je zdelo, pač tudi min grede pozabiš. Zvečer se mi je pa zdelo, da če se bom ulegla po unih kapsulah, da bom bruhala, da mi bo šlo nazaj v glavnem. In tu se pa tako popolno sklada z mojo rutino in tako veš, ko prideš zvečer domov ali pa po službi ali pa ko narediš že milijon stvari in tako sem čakaš na unih svojih 5 minut v dnevu, da se usedeš in si tako vzameš, ne vem, ene si vzamejo kavico, jaz pa si zdaj vzamem Passion Potion in se tako usedeš in si 5 minut si vzameš zase, tudi če se cel svet okrog tebe podre, tako vseh ostalih, ne vem, 24 ur je lahko groznih, samo da imaš unih 5 minut svojo dobro pijačko in pa vse malo laže. Tako. O, kako si to lepo povedala. Ja? A ja, ne, nismo povedali, kaj je noter. Glavnem, A vam lahko sam nekaj povem, kar sem je žalostna, da ni noter. Ampak so vsi rekli, da jim to ni všeč. Ja. Bleščice. Ja. Ampak jaz imam zdaj bleščice noter, kaj je Sara prinesla posebej bleščice. In meni je to tako cute. Ful je cute. Pa jaz sem skozi mislila, da zdaj mikroplastiko pijem, ampak pač ni to iz plastike, ampak je tako nekaj jedilnega. Ampak ne vem, lahko pa da, kaj pa vem. Skratka, ni zdaj bleščic noter, ker so, napište prosim v komentar, ko me zanima, če je kdo za bleščice, ali se vam to zdi boljš, da ni. Ja, ker sem jaz to prinesla enkrat v studio, čisto na začetku, kaj smo imeli, neke testerje ali samo bleščice. No in smo si zmešali noter in so bili ljudje kar tako, vse je lepo, ampak mogoče pa ni za pit. In tako doma sem dala za probati tudi otrokom, pač nedojenčkom, ampak tako, malo sem jim dala, da pogledajo pa da malo posrkajo, ne. Grozno jim je bilo, grozno, pač bleščice, ne, tu se ne pije, ni jim bilo všeč, tako da pa smo pač rekli, da ne bo bleščic, ker drugače sem jaz hotela originalno že tako prav noter dati bleščice. Meni se bi zdela to fantastična ideja, ampak se polka pomisliš, mogoče res boljš, ker Gabi je zadnje zmešala v jogurt, pa v smuti in kapol. Imaš jogurt z bleščicami? Ja, Saj drugač cute, ampak mogoče je bolj versatile, če ni prav noter bleščic. Ne, Ja, to si ja. lahko pol posebej kupiš. Ja. V glavnem, tu so adaptogeni, ful ljudi so me sprašvali, kaj so adaptogeni, tu so tako Tako zveni kar scary. Men. Adaptogeni. Meni se to zdi, kot da boš zdaj to pil in potem se boš spremenil v mutanta. Veš, kaj to tako pomeni v praksi na čist tak preprost način razloženo? Tako, kot da najdejo v tvojem telesu nekaj, kjer se nekaj ne sklada ali pa je nekaj narobe in pol popravijo, v katerokoli smer že. Se pravi, če imaš recimo prenizek libido, ti ga stabilizirajo, če imaš previsokega, ti ga
lahko stabilizirajo, pač stabilizirajo stanje v telesu. Zaradi tega se reče, na najbolj optimalno, kakor mora biti. Tako da maka, damijana, da ne boste mislili, da ne znam na pamet sestavin tle, kaj gledam. No, daj, ne glej noter, povej. Okay. Maka, damijana, muirapuama, cordyceps, L-arginin in pa B6. To je ena taka sinergijska mešanica, ki smo jo na koncu izluščili ven iz vseh unih sestavin, ki smo jih testirali pa probali. In pa smo te sestavine malo potujkali, jih dali v drugačno obliko, jih zamenjali, razmerja spreminjali, zato da smo mi sploh lahko dobili tako nek napitek, ki je lepe barve, pa ki nima okusa, ne vem, po gobah, ali pa une sestavine so ful grenke drugač in tudi, da smo mi tu dobili v tako najbolj možen, dober okus manga pa pasijonke je meni crazy. In ja, to je Passion Potion, Libido Booster, to sem jaz naredila. Pofotkajte, ne. A lahko sam povem nekaj? Ja. A veš, kaj pa meni najbolj všeč? Ko sploh ne rabiš nobenih fancy sokov in dodatkov in ne vem kaj, pač meni osebno je najboljši z vodo. Pa se je ful dober tudi s temi sokovi, ampak meni samo okus tega toliko fajni in meni je to tako namesto cedevite. Pač tako meni ful paša včasih tako nekaj sladkega in pa se cedevito naredim in zdaj si to naredim. In mi je ful bolj všeč, ker se mi zdi, da je tako, pač čak, a tle ni nobenih sladkorjev, ne? Ne. Zdaj sem videla tle, da A ja, se res, še tu. In mi je to všeč, ker tako čisto ono, kada bi neke vitaminčke popil. Ja. In so, a veš, kot cediti imaš vitamine in imaš cukor. Tle imaš samo vitamine in to je to. Ja, ne, jaz sem hotela poskrbeti tako, da lahko vse pijejo, tako da je brez glutena, brez laktoze, vegansko, brez sladkorja, brez alergenov. A lahko piješ, če si noseč? Ne. Aha, vse te stvari ponovadi niso, ne? Nosečnice pa doječe mamice, zdaj tako pač ful je narejenih nekih raziskav in tako tudi teh, se reče, osebnih raziskav. Ženske pač uporabljajo tudi, ko so noseče in ko dojijo. In enim ful pomaga, ampak ker ne vemo še čist, kako to vpliva na dojenčka ali pa na zarodek, zares, na dolgi rok tudi. Ja. Pač ne škoduje mu zdaj direkt, ko boš to spila. Pač jaz bi rekla, da rajš ne. Sem pa videla recimo druge podobne brende, tako v tujini, kakšne, ki imajo te za libido stvari, da svetujejo, da se posvetuješ s svojim zdravnikom in včasih zdravnik ti zna svetovati glede na to, ali so tvoje težave večje, kakor bi bila težava, ki bi jo recimo lahko povzročilo to, da bi ti topila. In pač v glavnem itak, to je pa itak vedno dober nasvet. Pač posvetuj se z zdravnikom svojim in ugotovi, kaj je dobro zate, pa kaj ne. Tu bi tudi jaz drugače tako normalni ženski svetovala. Tu pa hotela sem še reči, da mi je ful všeč, tako ni, kakor samo en funkcionalen napitek, tako kot magnezij iz, ne vem, lekarne, ki ga greš kupiti, pa se pa moraš malo truditi, da ga spiješ. Jaz sem hotela narediti nekaj, česar se veselimo in jaz se vsak dan najbolj tega veselim in ful sem vesela tega. Pač ful sem vesela, da se mi ni treba niti delati, da se veselim, da mi ni treba, ne vem, prodajati, da mi ni treba. Jaz sem tako najbolj možno srečna, ko si lahko zmešam koktejl na soncu in si dam bleščice, no, tem pol jih gledam. In včeraj mi je tako razpihalno te bleščice, tako malo okrog glave, in se tako vse svetlo. Glavnem, 10 od 10. Passion Potion. A ja, to lahko pa dobite na Ulala. Veš, kako bi to domeno sploh povedal, ne? Tle je treba dati zdaj pasico pod mano in zdaj si oglejte dobro to domeno, ne? Se pravi, tako ful je lepa, ne? Tako ulala in tako imate črtice vmes in padeti v oči, ne? Samo povedati jo je težko, se pravi minus la, to je minus la.com. Ni bilo tako v enih angleških podcastih. Glavnem ulala.